Lepo pozdravljeni na valovih Radia Robin, spoštovane poslušalke in poslušalci. Včeraj se je v Nemčiji zaključil 75. frankfurtski knjižni sejem, na katerem je Slovenija nastopala kot častna gostja in je tam med drugim izpostavila tudi pomen knjižnega branja zahtevnejših vsebin v tako imenovani zaslonski dobi. In prav pomenu branja bomo posvetili naslednje minute skupaj z gostoma, ki sta sedaj z menoj v studiu. To sta Boža Peršič, knjižničarka na osnovni šoli Milojke Štrukelj, in Miha Kosovel iz Društva humanistov Goriške, katero se podpisuje pod Novogoriški knjižni festival in sejem Mesto knjige. Lepo pozdravljena oba. Pozdravljeni. Gospa Peršič, osnovna šola je okolje, kjer se otroci spoznavajo s pisano besedo, kjer se postavljajo temelji branja. Kako otroci sprejemajo knjige v tej digitalni dobi? Se lahko kosajo z navidez bolj privlačnim svetom iz zaslonov? V čem je prednost knjige? Torej, branje je vprašanje globine in koncentracije, ne? Za branje si je potrebno vzeti čas. Danes je mlade težko nagovoriti, da si vzamejo čas za knjigo, če jih vsaka reklama pravzaprav vabi k nečemu, kar je nekaj na hitro, na lahko. Kajti branje je zapletena kognitivna funkcija, ki terja določen napor. Besedilo je potrebno dekodirati, ga razumeti, povezati, interpretirati, si ustvariti na koncu lastne slike. Ne? Zdaj, paradoks današnjega časa pa je ta, da se pravzaprav toliko, kot se danes bere, ni še nikoli, ne? Ampak je tukaj v večini zaslonsko branje. Aha, torej pravite, toliko se bere, ampak branje drugače. Branje literature pa žal upada. Zdaj, dobra bralna pismenost pa je osnova vsaki pismenosti, tudi digitalni in tudi informacijski. In k temu se bomo še vrnili. Gospod Kosovel, pred 8 leti ste v Društvu humanistov Goriške s knjižnim festivalom in sejmom knjige začeli orati ledino v novogoriškem prostoru. Pomagate, da odrasli ne pozabimo na pisano besedo. Kaj o vse bolj prisotni digitalizaciji menite vi? Ima knjižno branje zahtevnejših vsebin še dovolj sledilcev, če se tako izrazim, v sodobnem žargonu? Ja, hvala za vprašanje. To je kar nekoliko kompleksno vprašanje. Gotovo mnogi, ki smo pristajamo na knjigo, imamo dostikrat mogoče kak bolj kritičen odnos do digitalnega sveta, čeprav iskreno povedano ga vsi ravno tako uporabljamo, ker je del našega sveta. Torej, digitalni svet ni le aparati, ampak je način, kako mi bivamo v svetu. Zaradi tega je pomembno, da razvijamo pomembne kognitivne funkcije in branje to je. Zakaj? Zaradi tega, ker branje v bistvu je vaja naših možganov. Ko mi beremo, v bistvu beremo neke pikce, neke črtice na listu papirja, ampak vse se nam zbuja v naše glave. Nekdo pravi, celo en filozof italijanski pravi, da to je najmočnejše psihotropno sredstvo. Vse nas izvrže iz sveta, izvrže iz okolice v drugi svet. Ampak ta drugi svet je svet naših misli. Več kot mi beremo, več kot mi zmoremo brati, bolj je razvit ta svet, bolj nam bojo zanimive knjige. In na tak način mi tudi zmoremo, ker to je le naš miselni svet, zmoremo operirati s svetom zunaj in digitalnim svetom. Torej, bolj kot bomo mi trenirali naš miselni svet skozi branje, bolj bomo ta kognitivni ustroj zmogli pripraviti, da kritično presojamo, kaj se dogaja pred nami, in seveda tudi tukaj je vaja o empatiji, spoznavanje tujih svetov. Ko spoznavam oziroma si prihaja k meni svet drugega, ki si ga spet jaz domišljam. Ne prihaja tuj svet v mojo glavo, ampak tuj svet predelujem skozi svojo glavo. Prikimavali ste, gospa Peršič, kaj lahko rečete vi z vaših izkušenj? Kako motivirati otroke, da spoznajo to prednost branja, da ne pred ekrani, ki jih nekako diagonalno beremo, smo slišali. Hitro, ne? To je velik izziv. Zdaj, z branjem se pravzaprav v šoli srečujemo najprej pri pouku slovenščine, od tukaj domače branje, ne,
ki je do neke mere predpisano, išče se tudi izbirnost, kar mlade vseeno pritegne k branju leposlovja. Potem tukaj so razna tekmovanja, izpostavila bi Cankarjevo tekmovanje, ki je sicer namenjeno najboljšim bralcem. Potem je... Pa bralna značka, ne, sva prej omenili? Seveda. 64 let bralne značke, mislim, da pove veliko. Da gibanje preživi toliko časa, to pomeni, da je res dobro in da dosega svoj namen skozi leta. In tudi procent bralcev ostaja še vedno visok. Sicer nekoliko pada, ampak je visok, ne? Kar je razveseljivo za... Ja, ampak bi izpostavila pa tukaj še dve zadevi v zvezi z bralno značko, da vsako leto slovenski prvošolci prejmejo darilno slikanico in vsi tisti bralci, ki so zvesti knjigi vseh 9 let šolanja, dobijo na koncu tudi darilno knjigo za zlate bralce. Gospod Kosovel iz Društva humanistov Goriške, z organizacijo knjižnega sejma ste pridobili kar precej vpogleda v bralno kulturo goriškega prostora. Kako bi jo ocenili? Ja, spet težko vprašanje. Jaz bi rekel, da se je vidno spremenila skozi leta. Vseeno bi dodal en korak nazaj. Ko smo organizirali festival Mesto knjige, nismo želeli samo, prodajati knjige ali predstavljati avtorja, temveč smo hoteli narediti prostor, kjer bomo v centru mesta skupaj s knjigo razmišljali o naših skupnih problemih. Zaradi tega imamo tudi teme, ki so povezane s prostorom, z našim prostorom in tako nekako so tudi bralci oziroma obiskovalci sprejemali. Gotovo na začetku je bilo dosti več zanimanja za domozdanske teme. To je nekako primanjkuje tudi recimo v knjigarnah in tako naprej, teme iz našega prostora. Se je pa skozi čas nek okus publike tudi premaknil na različne ravni. Predvsem v zadnjih letih je opazno, da so začeli ljudje spremljati tudi težje žanre, kot je poezija recimo, ali pa recimo tudi kakšne filozofske knjige in tako naprej. Torej, vidi se, da to skupno razmišljanje o skupnih temah se razume, da to niso zgolj recimo neki zgodovinski zapisi, ampak tudi recimo poezija, proza iz nekih drugih koncev sveta odpira podobna univerzalna vprašanja in omogoča obiskovalcu ali bralcu na podoben način, ampak spet unikaten način razumevati svoj lastni prostor. In prav ta vzgoja teh bralcev, ki bodo kritično lahko gledali na svet, se začenja v osnovnih šolah. Gospa Peršič, kako je z razumevanjem besedila, kako je z veščinami branja, kaj povedo otroci sami? Prejle ste imeli nekaj lepih misli na zalogi, pa morda, če začnemo z njimi. Kako oni sprejemajo to branje, jim je muka, kaj poveste? Torej, najbolj relevantne odgovore bi vam lahko dale učiteljice, ki so v razredu, jaz pa opažam stvari z mojega zornega kota. Torej, ob upadu bralne kulture se pozna tudi upad besednega zaklada. Pri segmentu bralcev, ki zelo radi berejo, veliko berejo zelo zahtevna dela, pa se kaže tendenca, da prehajajo na branje angleških del. Tako. Zdaj, rekla bi, da je najbolj grob poseg v bralno kulturo v šoli pravzaprav povzročil COVID. Z tem šolanjem na domu, z usmeritvijo v digitalne vsebine, ampak danes se bralci vračajo. Tudi lahko rečem, da imajo zelo zrela, zanimiva razmišljanja. Če boste nekaj delili z nami, seveda, ja. Da mi je en od zelo dobrih bralcev napisal, da ga branje sprošča, umirja, da branje bogati njegov besedni zaklad in da je branje ključnega pomena za uspeh v šoli. In mislim, da ste dali kar lepo iztočnico tudi gospodu Kosovelju, ki bi zdaj nekaj dodal.
Ja, rad bi dodal, da bralna kultura se začne doma, oziroma se začne tam, kjer je prisotnost knjige. To, kar je povedala moja sogovornica, izrednega pomena. Torej, COVID je onemogočil ljudem dostop do fizične knjige. Danes se dostikrat govori, se bo digitalnost vse spremenila. Digitalnost je zelo krhka. Računalnik crkne in vse datoteke z njo grejo stran, hkrati pa otroci nimajo dostopa do datotek staršev. Medtem ko pa imajo dostop do knjižne police, kjer so gor fizične knjige. Tudi moja bralna vzgoja se je začela tako, da sem imel doma dosti knjig in da sem preletaval. In tudi zdaj, ko imam sina, jaz kupujem dosti knjig, ki me zanimajo in dosti jih ne bom prebral, ampak vem, da jih bo on videl, da jih bo tikal, že zdaj jih razmetava, sicer še ne bere, zdaj jih uničuje, ampak ima ta dostop do njih in s tem fizičnim dostopom, s tem ljubeznijo do knjige se začne tudi bralna kultura, tudi videti starše, kako berejo, da ne gledajo televizijo samo ali pa telefon, ampak da fizično pred njim berejo, tako se začne bralna kultura in seveda tudi v šolah. Knjižnice, tudi v mestu. To, da imamo tako izredno veliko in lepo knjižnico, je velikega pomena za mesto. Saj daje ugled knjigi, daje ugled prostoru, kamor ljudje lahko vstopijo, pa ničesar ne počnejo. Tam lahko kolovratijo gor in dol, ampak so v bližini knjig in slej ko prej bojo vsaj eno prijemli in tista knjiga jih bo lahko nagovorila spet, da govorila jih bo, zaradi tega, kako bojo brali, se bojo spoznavali spet svojimi lastnimi misli. In čudovita iztočnica za vas, za zaključno misel, kako pomemben je ta zgled pri motivaciji za branje? Kot je že sogovornik povedal, se bralna kultura pravzaprav začne v domači družini. Zgled je tukaj izjemnega pomena, ravno tako v šoli, Ne izpostavimo temeljno našo kar dolgoletno akcijo z naslovom Šola bere, ko smo določeno uro vsi na šoli brali, da so vsi pravzaprav imeli knjigo v roki. To in potem jaz bi izpostavila še nekaj teh projektov. Rastem s knjigo. Za sedmošolce, ko jih povabimo najprej v šolsko knjižnico, potem v Bevkovo knjižnico in ob tem obisku prejmejo kvalitetno slovensko literarno delo, ki ga potem berejo za domače branje pri pouku slovenščine. Mislim, da kar precej tem bi še lahko načeli, ampak žal radijske minutke so prekratke, ostajajo torej za drugič. Najlepša hvala obema za obisk pri nas, vse dobro pri širjenju pisane besede. Radio